Lepo pozdravljeni na drugi javni razgrnitvi občinskega prostorskega načrta občine Izola, ki jo moramo tokrat zaradi izrednih razmer izvesti virtualno. Dopolnjen osnutek OPN Izola je že bil razgrnjen v mesecih med majem in oktobrom lanskega leta. Občina je prejela številne pripombe občanov, do njih zavzela stališče in akte z njimi tudi uskladila. Vendar pa je v tem času izdelala tudi pomembno novo strokovno podlago, hidrološko-hidravlični elaborat za območje vodotokov Amfiteatra Izola, ki mu laično rečemo tudi poplavna študija. Zaradi sprememb, ki se zaradi poplavne študije odražajo v OPN, je potrebno akt ponovno javno razgrniti. Poplavna študija je poleg novih dejstev o stanju poplav na območju mesta Izola, ki se odražajo v prikazu stanja prostora, že predvidela tudi nekatere omilitvene ukrepe. Nanašajo se predvsem na splošne ukrepe, skladno z uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, ter na umestitve suhih vodnih zadrževalnikov, ki zadržujejo zaledne vode. Tako tekstualni del OPN kot priloga prikaz stanja prostora sta bila na podlagi poplavne študije dopolnjena. Z namenom zagotavljanja širšega javnega interesa zdravstvene varnosti so bili usklajeni prostorski izvedbeni pogoji za objekt bolnišnice v enoti urejanja prostora Izola 06/05. Razgrinja se dopolnjen osnutek OPN Izola, dopolnjen z ukrepi, izhajajočimi iz poplavne študije ter dopolnitvijo za gradnjo bolnišnice. Predmet dopolnitev so torej tekstualni del OPN, spremembe so v gradivu označene, ter dve prilogi akta, prikaz stanja prostora, in sicer poplavne vsebine te priloge, ter okoljsko poročilo, ki je bilo dopolnjeno na podlagi poplavne študije. Te vsebine so v spletni razgrnitvi transparentno izpostavljene, saj so le te predmet pripomb. Grafični del OPN se ne spreminja. Na spletu pa je sicer na vpogled celotno gradivo OPN usklajeno s stališči do pripomb iz prve javne razgrnitve. Ob naštetih vsebinah, ki so predmet javne razgrnitve, je na vpogled tudi poplavna študija, ki bo v nadaljevanju natančneje obrazložena. Po drugi javni razgrnitvi, ki se bo zaključila v decembru letos, bo sledila obravnava in zavzemanje stališč do pripomb javnosti. Na podlagi morebitnih dopolnitev OPN in okoljskega poročila se bo izdelal predlog akta. Ta bo posredovan v mnenja nosilcem urejanja prostora. Na podlagi mnenj se bo akt dokončno uskladil in tako nastal usklajen predlog. Prav tako se bo na podlagi mnenj akt uskladil na način, da bo v končni fazi nanj pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov na okolje. Sledi sprejem akta na občinskem svetu. Hvala za pozornost.